Tudi tukaj v Brežicah bi želel začeti z izrazi hvaležnosti vsem tistim, ki so v času epidemije in še vedno skrbeli in skrbijo in nagovarjajo probleme ljudi. Slovenija se je znova izkazala z solidarnostjo, z sočutjem, lahko rečem s človečnostjo. Rad bi izrekel hvaležnost vsem, ki zdaj v tem finalu soočanja z epidemijo storijo vse za to, da poleg vsega vlivajo tudi prepotreben optimizem, da bo enkrat naposled tega konec, opozarjajoč, da tega sicer konec še ni, vendar so dobri izgledi, da bi ob upoštevanju ukrepov vendarle vsi skupaj enkrat to ciljno črto prešli in se vrnili v bolj ali manj normalno življenje. Zelo sem vesel, da bo jutri na Brdu pri Kranju srečanje voditeljev parlamentarnih strank, voditeljev parlamentarnih skupin v Državnem zboru, da bo navzoč minister za zdravje in vse članice in člani njegove strokovne delovne skupine. Pogovarjali se bomo o izhodni strategiji iz epidemije COVID-19. Poskušali bomo ugotoviti, kakšne smeri strateškega ukrepanja so v tem času najbolj primerne za to, da bi zavarovali še naprej zdravje in življenje ljudi in hkrati v nekem pametnem, modrem sorazmerju odpirali javno življenje. Hvaležen sem ministru, da bo predstavil nekaj dilem, da bo predstavil nekaj predlogov. Predvsem sem mu hvaležen za to govorim na osnovi najinega pogovora, da bo izkoristil ta posvet, to bo pomemben političen posvet na vrhu države, za predloge, ki gredo čez samo kratkoročno ukrepanje v času epidemije. Gre za nekaj predlogov strukturnih sprememb v javnem zdravstvenem sistemu, ki so po njegovem potrebne za to, da bo ta sistem po času covida še naprej kakovosten, odprt za vse, da se bodo rešile nekatere težave, ki so nastopile v času epidemije in zaostrile nekatere probleme v tem. Vse to bo jutri predmet našega razgovora. Zahvaljujem se vnaprej vsem, ki bodo prišli, izkazali željo, da skupnimi močmi, tako kot mi pravijo vsi moji sogovorniki na teh 10 obiskih po Sloveniji, skupaj zmoremo več, skupaj zmoremo bolje, da tudi na državni ravni to skupaj premislimo in naslovimo tako, da bo te krize čim prej konec.